Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu z Evo. Z mano je danes eden najbolj znanih slovenskih frizerjev, ki pa vedno strmi k temu, da želi biti najboljši in nepovprečen. Kaj točno to pomeni, bo povedal sam v nadaljevanju. Jaz pa na začetku lahko povem, da sem danes neizmerno vesela, da je moj gost Stevo. Stevo, živjo, lep pozdrav. Dober večer oziroma dober dan ali kakorkoli že. Hvala za vaše povabilo. Vedno sem počaščen, ko dobim vabilo, da kaj povem o sebi oziroma da medijsko sem prisoten in vedno mi to predstavlja nek izziv in tudi čast in hvaležnost, da imam priložnost, tako da se zahvaljujem za vabilo. Všeč mi je takrat, ko pride do tega, da je ne samo gost vesel, da sem tudi jaz lahko počaščena in vesela. Predvsem zaradi tega, Stevo, zmenila sva se, da bova na ti, da bo pogovor bolj domač. Predvsem zaradi tega, ker Stevo ime je blagovna znamka, je neko ime, ki se je seveda v vseh teh letih zelo dobro prijelo in mislim, da skoraj da vsi že vejo, kdo je Stevo. Če ne točno, kako izgledaš, so pa sigurno že kdaj slišali. Ne moram zdaj povedati, tudi zdaj, ko si prišel, so te takoj pri vratih ustavili. Stevo, ne moram verjeti. Ne? Tako da se mi zdi, da je to en taka lepa potrditev. Hkrati pa včasih lahko dobimo občutek, da pa o tebi, kot o tebi, pa ne vemo tako zelo veliko. Zato sem tega pogovora še toliko bolj vesela. Hvala lepa. Jaz nikoli nisem skrival sebe in svoje neke osebne ali pa tudi privatne stvari, ker precej sem samozavesten in nimam kaj skrivati. Ljudje se pač bojijo govoriti o sebi oziroma o nekih svojih privatnih stvarih, predvsem iz nekega podzavestnega strahu, da bi odkrivali nekaj, kar bi lahko v očeh drugih pomenili neka slabost. Ne. Jaz sem pač zdavnaj premagal svoje strahove, svoje fobije, svoje neke primanjkljaje, ki jih imam seveda tako kot vsak človek in popolnoma odkrito govorim o stvareh in dostikrat so ljudje tako kar malo tako sapo jim vzame ali pa so pa tako, niso pripravljeni na neko resnico, ki jo nekdo pove o sebi ali pa dejstvo. In dostikrat se mi zgodi, da pravzaprav ljudje tudi se začnejo odpirati in govoriti o svojih izkušnjah in vidim, da pravzaprav imamo vsi ljudje podobne težave, podobne probleme. Ne glede na to, se pač s strankami pogovarjam. Nihče ni perfekten, nihče ni brez problemov, brez težav. Ne. Mogoče samo moja prednost v temu, govorim zdaj čisto subjektivno, ker sem se veliko ukvarjal sam s sabo in svojimi demoni in svojimi strahovi in verjamem, da sem jih premagal v večji meri, ne, tako da lahko popolnoma odkrito. In nikoli mi ni bil to problem govoriti o sebi. Nimam kaj skrivati in pravzaprav mi je to ena taka zelo enostavna in lahka stvar, ker mnogim pač je to neka meja, prek katere ne grejo. Ne. Kateri pa so bili tisti demoni, ki jih omenjaš, ki so bili mogoče najtežji za predelati? Mislim, mogoče v mojem odraščanju oče bil alkoholik in nasilja je bilo zelo veliko v moji družini. Revščina, skratka iz vasi, neizobraženi starši, ena taka beda, v kateri sem odraščal. In to so neke stvari, s katerimi sem se mogel soočiti v življenju, da premagam odnos z očetom, da premagam pač neke težave s svojo nesamozavestnost, svojo neko neodločnost, ker ponavadi, če odraščaš v eni taki družini, ki je težavna, pa tudi alkohol je nasplošno problem Slovenije in Slovencev, marsikdo odrašča v takih okoliščinah. To šele pol vidim, ker se začnem pogovarjati s strankami odkrito, tako vidim, moj oče tudi, recimo, moj oče tudi bil alkoholik in tako. Nikoli pa ne bi sami tega povedali, tako. In dejansko potem, ko se z vsem tem soočaš in delaš na temu, da premagaš konkretno pri meni do očeta neko jezo, neko razočaranje, strah, žalost in tako naprej, in da ga sprejmeš takega, kot je. In da sebe pravzaprav pripelješ do tega, da ta človek, ki ti je oče, je v tvojih očeh postane ena čisto normalna oseba, pravzaprav žalostna in tragična oseba, ki tudi sam ima iz svojega otroštva neke travme in neke zelo težke
stvari, ki jih je pač sam doživel, ampak sam ni znal predelati teh stvari. Ne. In potem seveda vzorec se ponavlja, ne, in gre naprej v novo družino oziroma njegovo družino in jaz bi bil tisti, ki bi nadaljeval s tem vzorcem, ne, ampak seveda to sem predelal in jasno, jaz ne pijem alkohola v življenju, nisem probal. Pa nasplošno sem tako zelo tak poseben človek, no, tako veliko stvari je, ki dejansko ljudje ne vejo o meni, ampak ne smatram sebe nič posebenega, tako kot vsi ostali ljudje, kot sem rekel. Je pa fajn, da malo podelaš na sebi, sploh, ko si mlajši, da izbereš neko pravo pot v življenju, da ne izbereš potem pot prizadetega ranjenega človeka ali ženske, se pač govorimo o vsem nam, ampak se spopadeš s težavami, ki jih mogoče nosiš iz družine ali pa iz okolja, ne, ali pa nesprejemanja. Ne. Jaz sem pač prišel v Slovenijo 10 let star in sem bil čefurček, ne. Mali, med najmanjšimi vedno, tako nekako na stran so me vedno dajali, ne. In to je tudi neka taka stigma, ki jo pač si prišlek, ne, nisi naš, nisi domači, ne. Tudi ta okolica je znana potem, da težko sprejme nekoga, ki je iz drugje prišel, ki je drugačen, ne. Prav zaradi nekih strahov, ne, da ta prišlek ne prinese nekaj svojega, kar nam ni všeč, ne, ali pa s čim se mi težko identificiramo, ne. To ni naša identiteta, ne. Tako da Slovenija je kot država in narod tukaj večinoma je dosti konzervativen. Čeprav zunaj dajo nek tak videz sprejemanja, ja, tako fajn, vse v redu, ne. Ampak radi se pa potem zapremo v svoje 4 stene. Govorim tudi, zapremo sebe kot del slovenskega naroda, ker dejansko pripadam temu narodu. Čeprav sem Srb poreklom, sem rojen v Bosni, v srbski družini, tradicionalni, prej rečeno revni in tako naprej. Ampak zdaj, če pa gledam nazaj, ne, kot otrok v vasi, v revni družini in tako naprej, pravzaprav mi nič ni manjkalo, ne, ker na vasi nisi lačen. Na vasi smo vsi enaki, ne. In večje mesto, večji kraj je, večje so razlike med ljudmi. Pravzaprav ti spoznaš, da si bil reven šele takrat, ko prideš v neko okolje, ki je veliko, ker se te razlike poznajo, ker eni imajo velike hiše, drugi nimajo sploh hiše, eni imajo velike drage avtomobile, drugi pač tega nimajo, ne. Eni so na cesti, brezdomci nimajo nič, ne. Mislim, ta razkroj, ki ga je pripeljal kapitalizem v Slovenijo z osamosvojitvijo, je vedno večji, ne, v tej družbi, ne. In jaz vse to opažam, jaz vse to vidim, tudi z pogovoru z mojimi strankami, ne, ki so različnih profilov, različnih služb in tako naprej. In vidim pa ljudi, ki so s ceste, vidim ljudi, kjer sem jaz prišel, iz vasi, ne. Vidim tukaj ljudi v Sloveniji po vasi, ne. In tukaj je tudi veliko stiske, veliko revščine, veliko zaprtosti, veliko nečesa, kar bi mogoče, ti ljudje se težko sami sabo spopadajo, ukvarjajo, ker nimajo možnosti, ker nimajo znanja, ker nimajo, sploh okolica, v katerih živiš, te utesnjuje, ne. Ali te pa družina utesnjuje, ne. Meni se je tudi ta vzorec pojavil konkretno pri mojih otrocih, ko sem želel, moj sin Uroš je 25 let star, hčerka Ana bo pa zdaj čez par dni 20 let stara in sem si želel, da sta frizerja, ne. In seveda sin ni hotel, ne. Za hčerko sem si pa pol res želel, ker je skozi visela v salonu, skozi je hodila v salon, tudi iz šole pride v salon. 2-3 na teden in pol tam, da bo ona se javljala na telefon, da bo kasirala, da bo glave prala in tako naprej. In sem bil skoraj siguren, da bo frizerka in sem bil tako srečen, da bo vsaj en otrok šel. In to je ta ukvirjenost, pravzaprav, ki je bila v moji glavi, v njeni glavi pa tega ni bilo. Ona tega ni želela in je šla na frizersko šolo samo zato, da mene ne prezadane, da meni ugodi, pravzaprav je pa hotela biti slaščičarka skozi. In je končala frizersko šolo in je šla na slaščičarsko šolo. In ti si rečeš potem, kaj delaš, ne, zakaj uokvirjaš in onemogočaš otroka v njeni poti, v njeni želji, ne, in ga prisiljuješ, da bo nekaj, kar pravzaprav ni njena želja. In sigurno ne bo srečna v tem, ne. In seveda, to je močna kot oseba potem, da mi je to rekla, da ne bo frizerka in da je šla potem na slaščičarsko šolo, ki jo zdaj končuje in je blazno nadarjena. Izjemne piškote dela, izjemne torte in strašno je nadarjena. In jaz tudi kot oče sem vesel in srečen, da sta ona dva pravzaprav izbrala svojo pot.
ker ti je želja, da so otroci srečni. Ne? Tako kot si ti srečen s tem, kar jaz delam, pa sem pač srečen. Ne? In če spet nazaj se vrnem, če si v manjšem okolici ali pa v družini, ki pač ima neka pričakovanja od tebe, ne? Tako kot pač družina je tista najmanjša celica enota, potem je pa kraj, kjer živiš, potem pač oziroma širša družina, pa je pa kraj, kjer živiš. Ne? In če manjši kraj, ti enostavno težko izstopaš iz teh nekih okvirjev, kaj se od tebe pričakuje. In tudi okolica je dosti bolj konzervativna in te omejuje pravzaprav. Ne? In si ti tam neka črna ovca, ne? Med belimi ovcami. Ne? Tako da upam, da nisem šel preširok, ker jaz zelo rad na široko govorim. Super istočnice, veliki istočnic sem dobila za naprej s tem, tako da hvala. Ampak taki smo mi ljudje in tudi taki smo Slovenci, čeprav jaz sem Srb in Slovenc, ne? Slovenc naturaliziran. In zelo imam rad, ko mi nekdo da nalepko na moj salon, tako tukaj je Slovenija, ne? Kot da jaz tega ne vem. Ne? Češ, ti si čefur, ti si prišlek, ne? Ker piše gor Stevo. Ne? Ampak ta čefur prišlek predstavlja Slovenijo kjerkoli po svetu in je edini član najbolj prestižnega kluba frizerjev na svetu, ki je bil povabljen in predstavlja to državo na najvišjem nivoju. Ne? In potem nek fantek, tam 16, 17, 18 let star, zaveden, nek mali nacij v nastajanju, ti pač take nalepke lima gor, misleč, da si ti tam nekdo, ki ne spada v to okolico. Ne? In to so te presodki in to so te demoni. Se to še vedno dogaja? Seveda, vedno bolj. Sprehodite se malo po Ljubljani, pa boste videli, koliko je novih skinheadov. To so taki mali naciji, ki rastejo. Ne? Seveda, oni ne bojo rekli, da so naciji v smislu, v negativnem kontekstu. Oni branijo Slovenijo, oni branijo slovenstvo. Oni branijo to kulturo, ta jezik, to civilizacijo. Ne? To so te stvari, ki lahko mlade ljudi zavedajo in jih odpeljejo v neko krivo smer. Ne? Se ti zdi, Stevo, popravi me, če bom narobe zdaj razmišljala, ampak recimo, ko gre za uspešnega frizerja, ko gre za uspešnega podjetnika, ko gre za, ne vem, uspešnega nekoga, ki je izumil nekaj pri nas v Sloveniji, se lahko pojavljajo take stvari, kot si jih ti zdaj opisal. Po drugi strani pa, če gre za športnika in zmaguje in prinaša domov medalje in kolajne, pa tega ne bomo rekli. Ne. Tudi on je čefur. Aha, tudi. Ampak je prikrito. Tudi on ni naš. Preberite malo, ko so kakšne objave, pa preberite malo dol komentarje in sigurno boste naredili simpatije kakšnega. Takšnega. Recimo za Luka Dončića, naprimer. Ne? Boste naredili komentarje. Ne? Se mi vidi, da jih ne berem, ne? Pa se mi zdi, da polje tega mogoče malo manj kot je realno. Jaz to bolj opazam zato, ker pač sem bolj pozoren na take stvari. Čeprav nobenega ne obsojam. Jaz pripadam temu mestu, tej državi in sem zelo ponosen, da sem Ljubljančan, da sem naturaliziran Slovenc. Zelo sem hvaležen, da me je ta okolica sprejela in mi je dala možnost, da tukaj ustvarjam, da tukaj odraščam, da se šolam. In vračam na tak način, da na nek način probam biti koristen tej družbi in da zastopam to našo državo, malo prelepo in to naše najlepše mesto na svetu, kjerkoli pač sem, ne. Ali sem na področju bivše Jugoslavije, ali sem pa pač v svetu, kjerkoli nastopam, kjerkoli delam. Ne. Pred kratkim, recimo v Milanu, na največjem svetovnem šovu, sem bil eden od sodnikov 12 sodnikov iz dobesedno celega sveta, ki mi je dala pač tako časa me doletela in je moj frizer je nastopil konkretno Aleš in je bil drugi na svetu v moškem frizerstvu. In to je neki. To smo bili mi, ne, mi iz Ljubljane, mi Stevo, ekipa, ne. In tu ni važno, a je Aleš, a je Boštjan, a je Stevo, ali je Mohamed, ne, to smo bili mi. Ne. Tako da kot ekipa vedno čutiš neko pripadnost, vedno nek ponos, ne. Kot posameznik pa seveda veš, da imaš neko dvojnost v sebi, ne. Da imaš eno, kjer si rojen, kamor dejansko kjer izviraš, ne, in je pravilno in je potrebno, da ta del ohraniš v sebi, to neko identiteto. To je tako, kot če bi vi recimo zdaj živela naprimer v Zagrebu ali pa v Bruslju ali pa v Peruju, ne, in kamorkoli greste, morate to slovenskost in jezik učiti svoje otroke svojega slovenskega jezika. Morate to kulturo ohranjati v sebi, brati slovenske pisatelje, brati slovenske online novice vsak dan in biti v bistvu še vedno del tega. Čeprav živite
v drugem prostoru, v drugem mestu, v drugi kulturi, istočasno si pa seveda prilagojen tej kulturi, temu mestu in se obnašaš primerno tam, kjer pač si. Ne? Se morda je ravno to, se mi zdi, da ključno, koliko se prilagodiš novemu okolju, v katerem si. A ne? To se mi zdi mogoče ključno in da je treba mogoče na to res pomisliti, mogoče, da je to včasih najbolj pomembno. Ne? Je, strinjam se s tem. Dejansko se moraš prilagoditi, ampak mislim, da niso vsi sposobni tega. Ali niso razgledani toliko, niso izobraženi, ali se pa mogoče imajo pa tudi nek odpor do nove sredine. Jaz vem recimo, da ex-ju ljudje so veliko hodijo pač v preteklosti na zahod, govorim v Evropo, v ekonomsko razvite države, kot je Nemčija, Avstrija, Švica in tako naprej. Ne? In en del odpora je bil do te kulture tam, prvič, ki jo niso poznali, drugič, ki so prišli tja, se so spopadali s cel kup nekimi stvarmi, ki so nekako se niso mogli poistovetiti s tem, ne, in so rabili čas, ne, in tako naprej. In šele druga generacija ali pa tretja generacija šele se popolnoma poistovetila in pripada temu kolu. Naprimer, jaz sem druga generacija, moji otroci so tretja generacija, moji otroci so Slovenci. Oni spadajo, oni so tle rojeni, oni so popolnoma sprejeli in vsi njihovi prijatelji so tukaj Slovenci oziroma ljudje, ki tukaj živijo in tako naprej. In mogoče smo malo tudi morali biti tolerantni do ljudi, ki pridejo. Ne? Tako kot sem jaz prišel v to sredino in mi je dala možnost, ne? In sem neizmerno hvaležen. Ne? Tako tudi naši ljudje iz Slovenije, ki grejo nekam, ne? Tudi mogoče prva generacija ni takoj. Ne? Ampak če pogledamo zdaj ljudi, Slovence poreklom v Ameriki, v Južni Ameriki, v Avstraliji, ne, in tako naprej. Njihovi otroci več ne govorijo slovensko, ker so tretje, četrte generacije. Ne. In to je to, skratka čas. Ne, naredi potem svoje. Ja. Ne. Sem pa zadnjič slišal eno dobro izjavo, ena moja stranka je povedala, mislim, fajn je, jaz sem skozi strankami pogovarjam in so ljudje različnih profilov in mnogi ljudje potujejo in so filozofi in so politiki in so preprosti navadni ljudje, računalničari, mislim, vse možno. Ne. In pravi ena stranka tako, odpor do drugih, ne, pa ni važno, ali je to nacionalno, ali je to spolno, ali je to barva kože, ali kakorkoli, ne, rasno in tako naprej, se začne takrat, ko družba zapade v ekonomsko krizo. Ne. Bolj se ekonomska kriza kaže, ne, bolj je večji odpor do drugačnosti. Ne. In mi je dal misliti, no. Ne. Takole smo dali tudi naslov za tabo. Moje delo ni samo striženje, ampak tudi poslušanje. Zdaj si že parkrat omenil, ne, da v bistvu, ko se s strankami pogovarjaš, bi lahko rekla, da gre malo za vzajemno, kako bi človek temu sploh rekel, polnjenje enih baterij, v smislu ti poskrbiš za dobro pričesko, posledično za dvig samozavesti, na drugi strani pa ti od strank lahko dobiš veliko, ne nujno novega znanja, ampak neke širine, nekih drugačnih pogledov. Tukaj se meni recimo zelo podobno zgodi. Ne? Vsak od vas, ki sedi nasproti mene, mi nekaj pusti in mi nekaj da. In to te neizmerno bogati. Ne? Ja. Je ta, jaz tudi rad govorim, tako da se trudim v salonu, ko imam stranko na stolu, pravzaprav poslušati. Ja. In to, tako se borim s tem. Da zmoreš tudi poslušati. Da jaz poslušam, ja. Ker če jaz govorim, klepetam, blebetam, ne moram dobiti informacije od stranke, ne? Oziroma ne to, kakor bi si želel. Ne? Fascinantno je, koliko so včasih ljudje, koliko vejo, ne? Koliko so razgledani, ali so pa strokovnjaki na nekem področju, kjer pač jaz nimam pojma. Ne. Ali je to medicina, ali so to mediji, ali je to fotografija. Ne. Zelo veliko različnih ljudi, ker pač vsi se strižejo, vsi imajo lase. Ne. Včasih je pa lahko samo kakšna gospa iz kakšnega doma za ostarele, ki ima dobro življenjsko ali pa ne vem, težko življenjsko zgodbo za sabo, tudi lahko velika učiteljica. Absolutno. Ne. Še vedno imate nekaj, še vedno je v salonu oziroma še vedno imaš kakšno takšno stranko? Imam. Vem, na kaj ciljaš. Ja, to je bila ena taka mala senzacija, bi rekel. Jaz že kakih 7-8 let hodim na gospod strižt v domu upokojencev Kamnik, ki je k meni hodila na 25 let, to je gospa Jana. In
vedno je bila šibkejša in je rekla na koncu, ko je s hojico prišla iz Kamnika s taksijem in tako naprej, Stevo, ampak jaz res več ne morem, nimam moči prideti v Ljubljano k tebi, k frizerju in sem jaz rekel brez skrbi. Jaz bom prišel vas stričiti v dom. Ne. Tudi imam še eno gospo, ki jo hodim tudi stričiti, ne na dom, ampak tudi v eno ustanovo, v bolnico, ki je v bolnici, ne. In je tudi gremo vsake toliko časa ostrišti. Imel sem pa še enega gospoda, ki je bil v domu, pa nažalost je umrl. Tako čutim neko, ki sem rodil na vasi v patriarhalni družini, tam je bila veliko spoštovanje do starejših ljudi. In to še vedno pri meni obstaja. Ne? Vsi, ki so starejši od mene, ki bi mi lahko bili starši, ali so pač konkretno starejši od mene, čutim neko globoko spoštovanje. Ne? In gospa Jana je res en tak poseben primer. Ona je prva učiteljica joge v Sloveniji. Ne? In je tudi učiteljica telesne vzgoje bila. In je res človek, ki ima izjemno življenje, zelo bogato življenje za sabo. In je čudovito je poslušati. Ima pa še eno gospo, evo, danes je bila, ker je 86 let stara. Ne? Ona vsako leto se pelje 2krat sama na Korčulo z avtom. Wow. Ja, konc maja, začetek junija pa septembra, 2krat se pelje na Korčulo, tam je en apartmajček, ki ga vzame v najem, ne, sama se vozi in je, najbolj pomembno mi je da vsak let dobi podaljšano vozniško dovoljenje, da lahko se vozi okrog. Ja. In je fenomenalno kuha, čudovit človek je. Danes mi je razlagala, kako je 16 leti šla, danes je bila na Fem frizuri, ker v soboto praznuje rojsten dan. In je, kako je 16 leti bila en mesec na Dunaju, ker sem jih razlagal, da sem šel v neke muzeje na Dunaju 14 dni nazaj, ker sem, kot rečeno, sem velik ljubitelj umetnosti in slikarstva in sem šel pogledati pač neke razstave. In mi je razlagala, kako je sama 16 leti en mesec bila na Dunaju, ne? Mislim, fascinantna je. Ne? In je zdaj 86 let. Tako da te stari ljudje imajo res veliko lepega v sebi. No, danes sem tudi bil na pogrebu enega gospoda, od mojega sodelavca, od mojega sošolca oče, 93 let star je umrl. In tudi taka čudovita oseba, sva se večkrat srečala v mestu, predvsem, ker sem šel na tržnico, ker pač tam blizu salon na Trubarjevi, sva se srečala z njim velikokrat, ne, taka zrela oseba. Res je nekaj o tem, ko govorimo o tem, da so starejši ljudje bolj modri ljudje. Ne? Meni to ni bilo jasno, ker sem bil mlajši, ker sem bil star 25-30 let, pa sem mislil, ko je zdaj nekdo moder, ki je star 60 let, jaz sem pa neumen ali kva. Ne? In zdaj, ker sem pa jaz 50 let star, pa res vidim, da se drugače obračaš, bolj si toleranten, drugače gledaš na svet, ne. Sem prej govoril o mlajših ljudeh, ki so mogoče malo radikalni preveč. Ne. Tudi sam, ko sem bil star 19, 20, 22, 25 let, sem bil v mnogih stvarih dosti bolj radikalen kot zdaj. Ne. In je res to, da starejši ljudje imajo neko modrost in zrelost in drugače pač reagirajo na stvari. Tako da je fajn jih poslušati in upijati njihovo modrost in znanje. Ne. Zdaj, omenil si Dunaj, razstavo, umetnost. Je to nekaj, kar ti je ostalo tudi še iz tiste ljubezni do zgodovine in do tega, kar se potem ni uresničilo, kar se tiče poklica? Da, jaz sem nesvojni zgodovinar. Mene je zgodovina vedno strašno privlačila. Jaz recimo, glede na to, da sem odraščal, mama je bila samohranilka, čistilka, 2 otroka, jaz in sestra, nikoli nismo imeli denarja, ne, pač za karkoli. Ne. In ko sem kakšen denar dobil, če mi je kdo dal, ali pa če sem tringelcem, recimo, ko sem že, ampak dobro, to je bilo že prej v osnovni šoli, če sem kje kakšen denar najdel, ali pa če sem kje v smeteh najdel Radar, revijo, jaz sem to vedno pobral iz smeti. Pa tudi revije, časopise sem pobiral iz smeti. Zato, če nekdo recimo prebral recimo Delo ali pa Dnevnik, ne, je vrgel koš za smeti, pa sem jaz videl, da ven gleda, pa da je čisto, ni umazano, jaz sem ga vzel ven. In sem doma prebral vse, kompletno vse. In to sem skozi počel. Revije, recimo, ljudje so tako brali tednike, pa so jih
7-8-10 recimo vržejo v kanto za papir, ne, in jaz jih vidim in vse poberem, ne, in vse preberem, ne. In v bistvu radar sem začel zgodaj prebirati in me je navdušil. Vsebina me je navdušila, ne? Skratka zgodovina, zelo me je to privleklo. In potem tudi v osnovni šoli, dostikrat, ko smo imeli kakšno tematiko pri zgodovini, sem jaz kar nekaj vedel o temu, ne? In učiteljica je bila vedno presenečena, kako jaz to vem in tako naprej. In sem prebral sem v radarju. Ne? Zdaj so pa to History Channel, pa VSAT History, skratka razni programi, ki se ukvarjajo z zgodovino in to upijam. Ne? Tako da pol me je pa začela zgodovina, umetnost me je začela zanimati na tak način, da me je moj pokojni prijatelj upeljal v umetnost, predvsem v slikarstvo. In sem odkril v slikarstvu nek neverjeten svet, ki me je pa popolnoma vsrkovasen. Ne mislim, da jaz slikam, ker nimam pojma. Ne znam lepo glavo narisati, to sam jaz vem, kaj narišem. Ampak predvsem kompozicije, barve, motivi, ne, natančnost, preciznost. Recimo v slikarstvu je najtežje narisati prste. Ne. Če gledaš pač realne slike, portrete, prste je treba gledati. Po prstih se vidi, koliko je dober slikar. Ne. In tega niste vedeli. Zdaj bom pozorna zelo. Prsti, ne, proporce, pa detalji na prstih, ne, in nohti in tako naprej. Tako da to vse gledam in opazujem in se navdušujem. In dejansko najbolj sem vesel, ko slišim ženske ponovadi zgodovina umetnosti. Ne? In pol se pogovarjamo o slikarjih, o muzejih, o razstavah. In takrat upaš, da je prišla na kakšno dolgo preobrazbo, da bo dolg časa v salonu. Ja, da že 3 ure v salonu o slikarstvu. Prej si s tebe omenil hčerko in tvojo željo potem, da bi nadaljevala tvojo pot, ampak sam si bil pa tudi v bistvu na podobni poti. Ne? Tebe je zanimala zgodovina, mama je bila pa tista, ki je navijala, ne, Stevo, sej pejt ti kar za frizerja. Ne, ona je, pravzaprav, mama, absolutno, ona ni rekla, da bi bil frizer, ampak da bi še nek poklic spotoma končal. Aha. Da bi potem lažje dobil službo, da bi imel več možnosti. Ne. In seveda jaz nisem razmišljal o frizerstvu. Te ni nikoli prej to karkoli... Ne, niti na koncu misli mi ni bilo. Ne. Jaz sem pač nekako zgodovino. Ne. Kot rečeno, tudi ko sem bil otrok, ko sem odraščal, sem bil predvsem nesamozavesten, neodločen. Nisem vedel. Tudi tehnice sem po horoskopu in za tehnice velja, da so pač načeloma neodločni ljudje. Ne? In to so te stvari, o katerih sem prej govoril, da sem mogel sam sebe buildati in da sem mogel mnoge stvari v sebi premagati, da sem začel realizirati to, kar sem si pač želel. Ne? In sem šel na frizerstvo in prvo letniku frizerske šole nisem kazal nek interes. Bil sem v nekem takrat državnem frizerskem salonu na praksi, mislim, da je to bilo 2 tedna. V drugem letniku je pa moja učiteljica in frizerska mama Meta Podkrajšek vprašala mojega profesorja za praktičen pouk, če ima kakšnega fanta za njo. Ne? Ker Meta je slovela potem, da je rada videla, da fantje pridejo k njej na prakso. Ne? In on je rekel, dobesedno je rekel, imam enega čefurčka, ampak iz njega ne bo nič, ne? On ne bo frizer. Ne? Ko pa je to za en mali čefur, nič mu ni, tako bil je zelo željiv do mene. Ne? In pravzaprav jaz sem mu potem postal blazno hvaležen. Ker ko je tako željivo o meni govoril, je umeti sprožilo klik. Želim ga, ne? Daj mi ga, da ga vidim. Ne? In ona je tako vztrajala, da ta čefurček pride k njej in na konci pa šel. Ne? In ko sem prišel noter v salon, sploh nisem vedel, kdo je Meta Podkrajšek, ki je to. To je bil svet, katerega jaz nisem poznal. In je bil meni imaginaren, da to sploh obstaja. Ne. Pravzaprav ves ta urban svet ljubljanski, ne. Vsa ta scena, mediji, gledališča, nek višji sloj ljudi, jaz tega nisem poznal. Ne. Kot rečeno, jaz sem z nekega socialnega dna. Ne. In so me pripeljali do Mete Trubarjeve in jaz sem stopil noter. Ti si ta, jutri metal v roke, pa se bomo pa pogovarjali, ker jutri bi začel kao prakso. Ne. Skratka, ta metal v roke in pa se bomo naprej pogovarjali, bila taka kultna njena izjava, ki mi je ostala za celo življenje. Ne.
Po drugi strani pa ta učitelj, ki mi je naredil strašno uslugo, nažalost je že pokojni, da me je podcenil. Ne. V meni pa obstaja en del, ki ga takrat niti nisem se zavedal, da obstaja. To pa je, da ko me ponižaš in ko me podceniš, takrat sem najmočnejši. Ne. Takrat imam strašno potrebo, da se dokažem, da se pokažem in vsi, ki so me kadarkoli podcenili v življenju, so naredili meni strahotno uslugo. Ne. Ravno to zdaj razmišljam vmes, ko govoriš, da verjetno, če se ti vse to v tvojem otroštvu ne bi zgodilo, dogajalo kakorkoli, da danes ne bi bil tukaj, kjer si, ravno zaradi te volje, ker se mi zdi, da te je morda to še dodatno gnalo. Dokazal bom, da zmorem. Tako je. A ne? Dokazal bom in to me je skozi, dokazal vam bom. In ta želja, da drugim dokazujem, se je potem sprevrgla pravzaprav v spoznanje, da se sam sebi dokazujem. Dolga leta sem mislil, da drugim dokazujem in potem v nekem trenutku, to je pa ta zrelost, o kateri sem naprej govoril, me je kliknil pa človek, ti se sam sebi dokazuješ, ne drugim. Ne. Ti sebi dokazuješ, da lahko to narediš, da boš to naredil, da boš to dosegel, in da ne boš povprečen. Da boš najboljši, da hočeš biti najboljši, da ne bom povprečen. In to me je gnalo in to me še vedno žene, nekaj je o meni strašno ambicioznega. Danes mi je ena sošolka na pogrebu povedala, da sem že v 6. in 7. razredu. Zame ona je bila odličnjakinja in bila zame ona pojem. Ne. 2-3 punce so bilo v razredu, ko sem jih gledal. Wow, ona je pa rekla, da je ona mene videla kot izjemno ambicioznega in velik potencial, pa da se jaz tega sploh nisem zavedal. Ne. Skratka, šele mnogo pozneje sem se zavedal. A pa te je to kdaj, ne bom rekla omejevalo, ampak mogoče da si čutil prevelik pritisk s tem dokazovanjem? Ne, nikoli. Ker se mi zdi, da je lahko tanka meja, ne? Je, seveda, lahko to postane frustracija, lahko to postane nekaj, kar, če ne realiziraš tega, kar si postavil, pa kar si hotel, je to lahko zapelje v popolnoma tako destruktivnost, ali v alkohol, mamila, ali pa v neko travmo, neko agresijo in tako naprej. Ne. Mene je psihologija vedno zanimala, tako da sem analiziral ljudi okrog sebe in jih še vedno analiziram in tudi sam sebe skozi to neko preučevanje psihologije, kako ljudje reagirajo, kako posameznik reagira in tako naprej. To je nekaj, na čemu sem mnogo delal. Ne. Si kdaj hodil k kakšnemu terapevtu? Načeloma sem parkrat sem šel, ko sem čutil neko stisko, ker sem hotel preveriti, ali je moje spoznanje enako spoznanjem drugih. Ne. In samo eden psihoterapeut do zdaj je bil nočem biti prepotenten, ampak dorastel, oziroma je bil v meni dominanten, ne? To je profesor Zoran Milivojević, ki predava tukaj na ne vem, kateri fakulteti in tudi v Beogradu in Novem Sadu, več knjig je napisal in ta tip me je pa res sesul. Ne? To pomeni, da me je točno videl in nekdo, ki me je res videl takega, kot sem jaz, ne? In me je odprl odprto knjigo in ko mi je povedal par stavkov, ne, recimo predvsem strah. Ne. Strah je tisti, ki ga imamo vsi v sebi. Ne. Tudi prej sem govoril o strahu, ne. Ki sem ga seveda tudi jaz imel in tudi sedaj ga imam, mnogo manj kot takrat. Ne. In on je prebral ta moj strah. Ne. In je videl in me je vprašal, česa te je strah? A te je strah, da ne boš uspešen v poslu, da boš propadel? A te je strah, da se boš ločil? Ne? Ker ko si poročen, prideš v obdobje, ko pride do neke krize v odnosu, ne? Pride do nekih stvari, ker se postavi neka stena pred tebe, ki jo ne znaš preplezati. Ne? Čeprav si do zdaj preplezal 100 sten, ne? Ampak ta stena se ti zdi težja, zato ker so emocije tako globoke. Ne? Ali so to emocije do partnerja, ali so to emocije do otrok, ali so to emocije do sodelavcev. Jaz sem sploh človek, ki se zelo naveže. Ne? In mi je potem vsaka taka distanca, ki jo ljudje naredijo, ali pa da čutim neko hladnost ali pa neko težavo, ki je velika, ne, me zelo prezadane v smislu, želim to premagati, želim to zgladiti. In tudi
tehnica ima rada balans, ona ne mara konflikta, ona ne mara Rešiti čim disbalansa, ja, da spet pridemo v nek normalen odnos in tako naprej. In v nekem trenutku sem bil preobremenjen, imel sem 3 frizerske salone, imel sem 12 zaposlenih ljudi in še 7-8 asistentov, imel sem 2 majhna otroka doma, ženo, ki ima svoj posel. Delal sem modne revije, delal sem nastope po svetu, sem hodil veliko nastopov, izobraževal, delal fotosešne, delal za medije, za blagovne znamke, frizerske in enostavno sem prišel v nekem trenutku, ne bom rekel, da sem pregovoril, ampak dejansko tudi Zoran Đukić je pred kratkim o tem govoril, pač Zoran osebno zelo dobro poznam, sva prijatelja, ker on se z nepremičninami ukvarja, ne tudi pred kratkim o tem govoril, pa tudi o izgorelosti govoril tudi tale naš zelo znani public relation. Tako je, Bagola je tudi knjigo napisal temu, ne, in to je nekaj, s čim se sodoben človek srečuje. Vsi se srečujemo s tem. Ne? In potem je samo odvisno od tebe, a znaš to absorbirati in do katere mere lahko absorbiraš. Seveda znaš iz začetka hendlaš, ne, pa ker se preveč tega nabere, pa čutiš problem, stisko. Ne? In jaz sem se pač v nekem trenutku najdel, da sem hotel iti v psihiatrijo Poljenih, prosil, da me vzamejo za 3 dni tam, da sedim v zoni, ki je na vrtu in poslušam ptiče, kako pojejo in da enostavno ker nisem več mogel na tak način. Vse to je bilo preveč. Ne? Enostavno, preveč sem si naložil. Ne? Po drugi strani pa potem vedno iz takih situacij grem ven s tem pa rečem, pa saj si ti to hotel. Skočil si v vodo in plavaš, ker si ti hotel to. Ti si hotel imeti frizerski salon, 1, 2, 3. Ti si hotel imeti, ne vem, delati to, 3. Ti si se hotel dokazovati, ne? Ti si hotel drugim pokazati, da si najboljši ali pa da si boljši od njih ali pa da si dober, da te sprejmejo, ne? Ker te prej pač niso hoteli sprejeti. Ne? Zato, ker si mejhen, zato, ker si iz revne družine, zato, ker si iz Bosne prišel, zato, ker si to, zato, ker si uno. Ne? Ampak pravzaprav to so vse tvoje neke stvari, ki se v tvoji glavi dogajajo, realnost pa pravzaprav niti ni bila taka. Dostikrat ni bila taka, ampak ti se pač tako počutiš. Ne? In zdaj sam sebe rečem, ko je kakšna taka težka situacija, se si ti hotel, zdaj pa plavi, halo, kot je. Zdaj pa ven iz tega, ne? Ja, in Milivojević me je prebral. On me je prebral in mi je povedal 2-3 stavka, ki sta me pa potem na nek način potolažila. Pomirila verjetno tudi, ne? Ja. Omenil si, da sta oba ženo seveda v svojemu poslu, oba na nek način lahko rečeva v lepotni industriji na nek način, ne? Koliko je to res težko ob majhnih otrocih usklajevati, ne vem, kdo gre po otroke, kdo ne gre, zbolijo, kdo bo doma, ti boš, ne ti boš, vsak svoje stranke, vsak svoj biznis. Strašno je bilo. Najlepša stvar v življenju, ki se vsakmu človeku zvori, ali pa zdaj bom subjektiven, ki se meni zgodila in moje ženi, je sigurno otroci. Ne? Jaz sem iz disfunkcionalne družine, pač ki tudi ni funkcionirala, tudi zaradi alkohola in tudi ločeni smo bili. In potem se spet starša skrb spravila po 6 letih in potem je bil spet alkohol in tako. In se osalila pač v Bosno nazaj. Tako da jaz pravzaprav nikoli nisem imel družine. Moja žena je pa vedno imela. Njena družina so pa 4 otroci, 2 ljubeča starša in vedno skupaj, vedno za mizo skupaj, vedno kosilo, vedno večerja, vedno. Skratka, ona je v popolnoma drugačnem okolju odrasla na Jesenicah, jaz pa v Ljubljani. Ne. Najprej v Bosni na vasi, potem v Berlinu, kjer sem tudi živel. Ne. Sem živel leto pa pol v Berlinu in sem hodil tudi šolo v prvi razred. In ta Berlin mi je dal tudi neko širino in svetovljanskost, pozavestno, pol se šele tega zavedaš. In v glavnem Branka pač dela v lepotni industriji in ona je izjemna mati, ne? Izjemna žena tudi. Ne? Soproga lojalna do konca, mislim, to je njena lojalnost in podpora meni nima meja. Ne? Je pa ogromno breme bilo na njej, ker je pač seveda jaz sem potoval okrog, hodil, nastopil, delal in to še vedno počnem. Ona je bila pa tista mati, ki je mogla in otroke in svoj posel, ki ga je pač mogla seveda dostikrat zapostavljati in tudi ni zgradila take kariere, ki bi jo lahko, ker ona je izjemno sposobna oseba. Ne?
Tako da bi lahko mogoče celo mnogo večji posel kot jaz naredila. Ne. Ampak seveda odločila se je za materinstvo. Ne. In najina nesreča je temu, ko moji starši so že relativno zgodaj umrli. Ne. Tudi živeli so v Bosni, so se odselili nazaj v hišo, ki jo imamo dol. Brankini starši sta pa na Jesenicah. Ne. Da ni bilo tega varstva tako lahko je, ne. Nismo imela varstvo, kar tako mim grede. Ja. Jaz doskrat strankam rečem, tako ko rečejo, da imajo, ne vem, v hiši živijo z taščo ali pa to je, imaš to taščo, vsak dan moraš to taščo objeti in se ji zahvaliti, ne, ko gre po otroke. In včeraj mi je ena gospa starejša razlagala, moja stranka, kako vsak dan sin pa snaha ima 3 otroke in ona vsak dan gre po otroke v šolo. Ne. Oh my God, mislim, fenomenalno, če se ona dva sploh zavirata, kaj to pomeni. Torej, mi pa sem mogla laufati domov po otroke, Branka pač vmes med službo, jaz potem na konc službe. In najtežji trenutki so bili, ko vrtec dela do 4:30, ne, oziroma do 4, do 4:30 ostajajo v skupini vsi, ne, in jaz prijem 20 do 5 po mojega sina, recimo, in on sam je ostal še v skupini. Ne. To je strašno. Ne. To je strašno. Nisi mogel pa prej se prebiti, ali zaradi strank, ali zaradi prometa, ali zaradi gužve in tako naprej. In kot starš čutiš neko krivdo, ne, da je tvoj otrok tam ostal zadnji. Se on čuti, on je bil tam v varnih rokah, ona varuška ostane še za take zamudnike in ni tako groze, ne. Ali pa recimo, ne vem, vračam se iz Zadra, iz Zagreba, Beograda, Sarajeva, z Londona, Pariza, z kjerkoli Amsterdama, se vračam z teh frizerskih nastopov ali izobraževanj in karkoli in hitim domov, da bom prišel, preden otroka zaspita, ne. Da jih ujamem, ne, da jih objamem, da jim preberem knjigico, ker to sem vsak večer delal, ne, in prijem domov, na 2 sta zaspala, ne. To je strašno. In potem ti niti ta slava v narekovajih, ne, niti denar, niti uspeh, nič ti ne pomeni. Tako počutiš se res tako zelo slabo se počutiš, krivega se počutiš. Ne. In verjamem, da je to zgodba marsikaterega staršega, ki pač delajo, se borijo, da svojim otrokom omogočijo neko lepo prihodnost. Ne. Po drugi strani je pa spet neka frustracija v takih trenutkih, ki se ne moš otrokom posvetiti dosti. Ne. Ampak najina sreča z Branko je bilo, da sva oba vzgojena v konzervativnih družinah in da imava konzervativne vrednote in sva to prenesla na najine otroke in ona dva zdaj seveda postajata odrasle osebi, Uroš je 25 let star, Ana bo čez par dni 20, kot že rečeno, in sta nekako samostojno že zreta v prihodnost in ne bojiva se za njih dva, zato ker sva vzgojila dva moralna in etična otroka in to mislim, da nam je bilo na prvem mestu. Ne. Jaz sem vedno prepovedoval alkohol, mamila, vsa, cigarete, vedno sem pač zelo poudarek dajal na to, da zaščitiš otroke. Ne. In po drugi strani tudi vedno sem, ko sta bila mlajša, vedno sem jih pelil, karkoli je bilo, ali jih je Branka pelala, in šel po njih, ali pa Branka šla po njih. Ne. Če je bilo to ob 2 zjutraj, če je bil kakšen žur, rojsten dan, whatever, ne, sem vstal in šel po njih. Nikoli nisem dovolil, da jih drugi vozijo, ali pa da jih taksi vozi. Ne. Ker se mi je zdelo, sploh v obdobju pubertete, da moraš otroka imeti pod kontrolo. Da moraš prijeti, sin, ki je star 17 let, moraš prijeti po njega. Zato, da on ve, da boš prišel. Da ne pije, da ne kadi travo, da ne je kakšnih tablet, mamil, whatever, ne. In da ve, da boš prišel in da mora biti normalen, ne. In to je trajalo vse toliko, dokler nista oba toliko stara bila, da sta naredila izpit za avto in sine vozi, izjemen šofer je, vozi moj avto, ne pije alkohola, hčerka isto, Brankina avto, pa smo ji kupili en avtič stari, ki je rabila svojega dela. Tako da sem zelo ponosen kot oče in Branka, moja žena, sigurno tudi. Mislim, da je to največji uspeh v mojem življenju, brez konkurence. Ko pogledaš za nazaj. Vse ostalo je nepomembno. Kariera, frizerstvo, denar, slava, to je vse minljivo, to je vse nepomembno. Ne? Pa tudi minljivo, ne? Minljivo in smisel življenja pravzaprav je zelo težko vprašanje, ker se z njim ukvarjam že zelo dolgo časa. Ne konstantno, ampak tako vsake toliko časa sam sebe vprašaš, kaj je smisel, da si tukaj, ne? Zakaj si se rodil? Zakaj si se rodil v taki družini, ne? Zakaj tem staršem, ne? In tako naprej. Zakaj je tvoja sestra ta in ta oseba, zakaj je tvoj brat ta in ta, in tako naprej, in tako naprej. To so neke vprašanja, ko so se mi porajala, ne? In še vedno
se sprašujem v bistvu, čem je smisel življenja. Definitivno v nadaljevanju naše vrste človeške, ne? Definitivno. Ampak ta življenje, ki je relativno kratek, ne? Gledano v milijarde let, ki so za nami, 70, 80, 100 let nekega življenja je nepomembno kratko, ne? In tudi potem, tudi vsake 3 generacije, to se pravi, ko bojo naši otroci, naši vnuki in potem, ko ne bo več naših vnukov, naši nasledniki v bistvu ne bojo vedeli nič o nas. Ne bojo vedeli nič o enem Stevotu, o nekem frizerju, ki je tle živel, bil, ki se je boril, trudil in ki vse to tukaj govoril, to je vse popolnoma nepomembno. Ne? In prav zaradi tega... Če bodo v roke dobili kaj takšnega. Ja, in prav zaradi tega sem se odločil, da naredim knjigo Art of Hair by Stevo Pavlović. V 3 jezikih, angleščini, slovenščini in srbohrvaščini, da bo nekaj za mano ostal, da bo nekdo, neke bodoče generacije frizerjev, ki bodo dobili to knjigo v roko in ko jo pogledali, kaj sem delal, da je to tako kot nekaj, kar so slikari za nami zapustili svoje monografije, kjer se vidijo njihovo delo, kjer se vidi njihova osebnost, karakter. Skozi slike, skozi način dela se vidi osebnost. Ne? Skozi slike enega Caravaggia se vidi njegova divja narava, se vidi njegovo trpljenje, se vidi njegova neukročena energija, ki jo ima v sebi. Ne? Neka sporočilo smrti, sporočilo trpljenja in tako naprej. Skozi slike enega Clauda Moneta se vidi lepota, se vidijo barve, se vidi vrt, se vidijo rože. Ne? A bi lahko tudi zase rekel, da se po pričeski lahko vidi Absolutno. Kakšen dan imaš, kakšno obdobje? Ne kakšen dan, ampak jaz ko gledam recimo delo mojih kolegov frizerjev iz celega sveta, ko vidim njihov opus, vidim po opusu, kakšne osebnosti so. Ne? Malo s psihologijo povezano, ker vidiš recimo, če nekdo dela bolj geometrične, ravne, ostre frizure, stroge in tako naprej, vidiš, da je to ena disciplinirana oseba, ne? Da je nekdo, ki je metodičen, ki ima sistem, ne? Ker ta striženja ravna, natančna, zahtevajo sistem, metodologijo in dolgoletno izobraževanje. Nekdo, ki pa dela bolj razkuštrano, resasto, ne strogo, ne? Je pa tudi taka bolj razigrana oseba, je tudi nekdo, ki ni zelo strog. Ne? Predstavljam si, da nekdo, ki je metodičen, če je to ženska, da ima na polici vse kozarce lepo zložene in zraven drugega, točno geometrično. Ne? Nekdo, ki pa je tako zelo kreativen in ki niha med različnimi stili, ne? Ali je slikar, ali je frizer, ali skratka karkoli dela, arhitekt in tako naprej, opremljevalec interjerja, vidiš pač osebnost skozi njegovo delo. Ne? Spomnim se, ko je, to je nekaj let nazaj, nekaj 10, pustiva, so takrat bile zelo moderne, kratke, ženske pričeske, če se spomniš stilu zadaj skuštrano, kle od spredi mečkan polizano in tako. In takrat se spomnim, da je sošolka rekla, grem se postrišt k Stevotu. In potem je druga sošolka rekla, a upaš? A ne? In ta a upaš oziroma ali imaš pogum, si dovolj drzna, včasih še vedno lahko verjetno slišimo pri kakšni stranki, ki pride k tebi, zato ker se je včasih reklo, Stevo bo naredil dober, ampak drugač. A ne? In to je nekaj, po čemer ne morava reči, da te ljudje ne poznajo. Absolutno si poznan tudi po ekstravagantnih pričeskah, drugačnih. Tudi Meta je v bistvu verjetno tista, ki te je malo v to punk sceno takrat upeljala noter, to so bili čisto drugi časi. Moška trajnak danes verjetno, mislim, a je še kdo, ki bi si to zaželel, ne? Ti si pa najdel potem nek svoj slog, ki je edinstven. Da, Meta je genij, Meta je moja profesionalna mati, Meta je moja druga mati in Meta je, če bi živela v Londonu, New Yorku, ona bi bila velika svetovna zvezda. Definitivno. To se pravi nekdo, ki je vizionar, ki je imel pogum v eni relativno konzervativni Ljubljani. Pa tudi relativno mesto na periferiji. Ljubljana je bila, jaz, ko sem prišel v Ljubljano 77 leta, star 10 let, je Ljubljana bila siva. Danes Ljubljana, to je kozmopolitsko mesto. Res majhno,
pocket size, ne? Ampak je kozmopolitsko. Zato, ker tukaj slišimo različne jezike, ljudje iz celega sveta hodijo v Ljubljano, ljudje živijo iz celega sveta v Ljubljani, ker so tudi moje stranke. Ne? In se ne da primerjati Ljubljana danes in Ljubljana v 70-ih, 80-ih letih. In Meta je naredila veliko revolucijo. Ona je bila ena od teh revolucionarjev. So bili tudi na drugih področjih ljudje. In to, ko govorimo o kratkih laseh, to je bilo osvoboditev ženske. To je bilo začetek 80 let, ker se je feminizem pojavil, ker se je pojavila že prej v 70 letih seksualna revolucija, ker ženske niso več bile objekt, ki je podrejen moškemu, ampak so ženske hotele pokazati svojo enakovrednost in potem tudi seveda skozi oblačenje in skozi frizure. In ko so se začele ženske kratko strižiti v 80 letih, to je bila posledica punka, kot nek post-punk obdobje, ne, jaz sem imel veliko srečo, da sem točno v tem obdobju začel ustvarjati in se učiti od Mete in od sodelavcev drugih, ki so bili tam, ne? In potem začeti hoditi v London pozneje, v Amsterdam, Pariz in tako naprej in širiti to neko svoje spoznanje o modi, o trendu, o laseh, ne? In iz mene je nek vulkan kreativnosti ven udaril, ker sploh ne veš, da je v tebi, ne? Vse se ne zavedaš, ne? Ampak ta Metina predrznost me je tako fascinirala, jaz sem v začetku cele stavke ponavljal, kakor jih je Meta govorila, ne? Ker seveda jaz nisem bil toliko učen ali pa toliko urban kot ona, ne? Čeprav sem, kot že prej povedano, bral veliko, ne? V bistvu tam ključni moment ali pa ključna stvar, ki je vplivala na mojo kariero, na mene kot človeka, je radovednost, ne? Jaz sem bil vedno radoveden. Jaz sem tudi tle v studiu, jaz sem si tle dosti ogledal stvari, ker sem radoveden, kaj tam piše. Kaj on dela. Ja, vse me zanima, zelo sem radoveden človek, ne. In skozi sprašujem in tako naprej. Enkrat sem prebral eno fantastično misel, ki me je tako udarila po glavi, ker sem jaz skozi spraševal, ne, misel se je glasila, ne sprašuj, ampak poišči odgovor sam. Ne, in takrat se mi je porodilo to, wow, čak, ne, moram sam poiskati odgovor oziroma počakati, da nekdo nekaj pove do konca in verjetno bo tudi odgovor v temu, ja. Ampak vseeno, Stevo, se pravičujem, ker sem te prekinila. Jaz skačem iz ene teme v drugo, ne? Nič hudega, se pogovarjava. To sem te želela v bistvu to sem jaz, to vse. Ja, važno je, da ti sledim. Da, hvala. Ko si recimo omenil Meto, pa to, da ti je odpirala kreativnost, pa da te je v bistvu, da je bila druga mama. Dajva reči, da imava na eni strani dobrega ali pa vrhunskega frizerja, seveda, ki se je potem šel šolati še v tujino, ker verjetno, ne vem, ampak zdi se mi, da morda šolanje samo v Sloveniji je premalo za vrhunskega. Za vsa področja. Za vsa področja. In to imava en segment, a ne? Se pravi, tvojo kvaliteto in tvoje sposobnosti. Ampak samo s tem še nisi tudi dober podjetnik. Ja. In to me zanima, kako si pa recimo to potem usklajeval, ne? Ker nekaj je biti dober frizer, nekaj je pa potem voditi posel. Ja. To je pa nekaj drugega. Jaz sem vedno hotel biti frizer in potem tudi, ko sem odprl svoj frizerski salon, sem hotel strižiti ljudi, barvati, urejati. To je bila moja želja, ne? Ampak seveda potem se je pa pojavilo, da ti moraš registrirati obrt, ne? Da moraš iti na Mačkovo, takrat je bilo vse na Mačkovi, ne? In jaz seveda kot otrok, moja preteklost, taka kot je, in ne samo zavest in tako naprej, pridem tja na Mačkovo, to so za mene bili vsi zmaji tam, ki delajo na Mačkovi, ne? To so bili vsi nepremagljivi zmaji, vsi uradniki v pisarnah, ne, so bili za mene wow, ne. In sem imel velik respekt pred vsemi njimi, ne. To je bilo treba registrirati podjetje, pa potem dobiti davčno številko, pa potem priglasiti dejavnost, pa neka inšpekcija, ki mora priti, da vidi, ali je lokal primeren za to dejavnost, bla, bla, bla. 1000 nekih stvari. In to so bile stvari, do katerih sem jaz imel velik strah in odpor, ne. Ampak sem se mogel soočiti z njimi, če sem pač hotel imeti svoj salon, ne.
Imel sem pa to neverjetno srečo, da so me vsi poznali od Mete in kamorkoli sem prišel, so se hitro vrata odprla. Stevo, živijo, kaj rabiš, povej, tak marsikaj je šlo tudi čez vrsto in tako naprej. Čeprav vedno sem se čutil malo krivga, tudi če sem kdaj kakšnemu zdravniku otroka pripeljal, ali pa če sem jaz zdaj šel kam tako, da so me ljudje tako na nek način favorizirali, ker nikoli nisem hotel biti favoriziran ali pa na vrsti pred drugimi ali komu krivico delati in tako naprej. V glavnem, podjetništvo je nekaj, s čim se mnogi, ki so kreativci, ustvarjalci, soočijo na zelo krut način. Ne? Ko začnejo hoditi položnice, ko začnejo hoditi računi, ne? Ko začnejo banke, pač imeti opravka s tabo in ti z njimi, ne? Je stvar seveda potem postane veliko bolj resna, ne? In čisto drugačna. Ne? Tako da to moje prebijanje skozi čeri podjetništva traja 30 let. 14. novembra letos bo 30 let Stevo frizerskega salona in bo velik žur na Ljubljanskem gradu. Seveda na pravi način, svetovljanski, je že vse v pripravi. In zdaj, če pogledam nazaj, tako se sam sebi smejem, kako sem bil v bistvu neroden, prestrašen, zato ker nisem vedel. Ne? Isto tako, ker ne veš, nisi prepričan, iščeš pomoč ali pri prijatelju, prijateljici, se nekomu odpreš, greš psihoterapeutu, ne? In potem zveš, dobiš informacijo, če je prava oseba. Isto tako nisem vedel, ampak polkrat sem zvedel skozi delo, skozi čas, ne, sem pa videl, da pravzaprav so stvari relativno enostavne. Tudi ta birokracija, tudi vse to poslovni svet je pravzaprav ima določena pravila. In če se jih držiš, lahko uspešno skozi ta svet jadraš. Ne. Zdaj na mojih nastopih v bistvu pravzaprav dajem nasvete kolegom frizerjem v publiki, prav kako naj se z bankami pogajajo, kako se naj z dobavitelji pogajajo. Ravno to, ker ni vse samo, da človek naredi dobre frizure in ima zadovoljne stranke. Ne? Ja, rabi tudi prostor, rabi tudi plačevati položnice, kot si rekel. Tako je. In jaz dostikrat na mojih seminarjih, nastopih, dostikrat govorim kot menedžer v bistvu. Ne? In dajem nasvete ljudem na osnovi mojih napak. Ampak v Sloveniji imamo res veliko frizerskih salonov. A bi lahko rekla, da jih imamo morda celo preveč? Tržišče to govori. Trg sam izloči tiste, ki so neuspešni, manj uspešni. In jaz nisem pristaš tega, da rečem, na vsakem koraku je frizerski salon grozen, ne? To je konkurenca, treba je vse zapreti, da bom jaz imel več dela. Ne, jaz imam dosti dela, ne rabim več, srečen sem, zadovoljen sem, nisem materialist, ne. Ampak je dejstvo tudi nič ne moš narediti. To, če hočeš nekaj na silo z nekimi zakoni omejevati in tako, to tudi ne pomaga, ker to v preteklosti se je to dogajalo. Ne. Recimo, če nimaš mojstrskega izpita, ne moš imeti frizerski salon. Pa se je izkazalo, da ni to pogoj, lahko odpreš podjetje in imaš DO, ko ne rabiš mojstrskega izpita in tako naprej. Ne. Skratka, vedno se najde druga pot. Ne. Edino relevanten pokazatelj je trg. Trg te sprejme ali te pač izloči. Ne. To se pravi, koliko ti znaš, koliko je tvoje vsesplošno znanje v samem poslu, ki ga delaš, ali prodajaš kruh, ali si frizer, ali imaš kozmetični salon, ali prodajaš nakit, ali se greš česarkoli, stomatološke ordinacije, ne, bo trg, stranke, ljudje bojo pokazali ali ja, ali ne. Tako da, ko gremo v tujino, recimo, popolnoma je brezpredmetno govoriti o tem, da je tukaj v Sloveniji ali pa v Ljubljani nekaj preveč, nekaj premalo. V tujini je isto tako, ne, povsod. Bolj mislim iz tega vidika, da kar je po eni strani logično, ne, da vsak, ki, recimo, primer, pride nekdo k tebi na prakso ali pa pride k tebi v službo, si ti njegov mentor, ga morda dodatno izobražuješ in tako naprej. Ne, velikokrat potem slišimo, dal mu bom znanje, ne, potem bo pa odprl nekaj na svoje, recimo, kar je po eni strani majčkeno razumljivo za tistega, ki si to tudi želi, sam si enako želel. Ne. Tako je. Po drugi strani si pa včasih tako mislimo, da bi bilo bolje, da je ostan raj malo dlje tam, pa se tam res dobro nauči, pa potem morda tudi finančno lažje vse skupaj spelješ, ko greš na svoje. To je vse res. To je vse zelo res, kar govorite. Kar govoriš.
Ampak, ne, sedaj je ogromno možnosti. Ne. Jaz, ki sem odpiral svoj frizerski salon 30 let nazaj, ni bilo toliko možnosti. Ne. Veliko manj možnosti je bilo. Zdaj dobiš hiter kredit, dobiš leasing za opremo, dobiš to, dobiš ono. Lahko tudi stol v frizerskem salonu vzameš najem. Sploh ni potrebno, da odpiraš cel prostor svoje in tako naprej. Ne. Res je to, da prehitro grejo mnogi in tako naprej. Ne. Ampak po drugi strani, kot lastnik frizerskega salona in kot nekdo, ki zaposluje frizerje, ne, da če se bojim, da nekdo, ki ga učim, da bo odšel, ne, je to popolnoma narobe pristop. Ker ko bo nekdo odšel, bo ustvaril prostor za nekoga novega, ki bo prišel in ga bom ponovno učil. Formula uspeha v vsakem poslu je, dokler boš učil nove mlade, do takrat boš imel del. Ko boš nehal učiti, prenašati znanje, takrat se bo tvoj posel prišel v težave in v probleme. Ne. Stevo, kadarkoli slišim to ali kje preberem ali vidim kakšno objavo, ki jo izpred kakšnih let spet majčkeno dajo v ospredje in ki se navezuje seveda tudi na navijaštvo in na Olimpijo. 100-krat sem to že slišala, 100-krat si tudi že v tem obdobju govoril, pa še vseeno se me vedno znova dotakne na način, pa kako, pa Stevo tu pa res ne bi kaj takšnega pripisala. Ampak ja, Olimpija, Green Dragons, velik del. Pravzaprav jaz nikoli o tem ne govorim. Drugi morda o tem govorijo. In skozi se mi ta vprašanja pojavljajo. Se zato te bom iz drugega zornega kota zdaj sprašvala. Naj odkrijem eno skrivnost. Tako kot rečeno, 14. novembra imel praznovanje 30 let frizerskega salona in tudi svoj rojstni dan bom praznoval. To bo 50, čeprav ni 50, ampak pustimo, bomo 50. praznovali. In sem razmišljal, da mi nekdo od navijačev prišel in imel govor. In bo govoril o meni kot navijačev. Končno po vseh teh letih, ki sem to skrival. Kot vodji, ne? Kot vodji navijačev, ja. Ker sem to na nek način nisem želel o tem govoriti, čeprav je to del mene, seveda. Vse, kar sem počel v življenju in kar počnem s strastjo. Ali je to zgodovina, ali je to glasba, ki je meni v nekem obdobju strašno pomenila in mi še vedno. Ali so to zdaj umetnost, muzeji, galerije, knjige, monografije, ki jih zbiram, imam doma 130 knjig. Zaenkrat to je malo umetnosti. Dobro, da slike ne kupujem, ker to je pa... Ravno sem te hotela vprašati, naslednji korak so pa slike. Ne, sem začel, pa sem nehal, ker to je predrago za mene, jaz ne zaslužim toliko denarja. BDB je zdaj od Klimta pred kratkim je prodana slika za 230 milijonov evrov na ene aukciji. Tako da no limit umetnosti, ne. Pa vedno več milijonarjev na svetu, ki kupujejo slike kot investicijo. Ne. Tako da ne moreš se je. Tisto, kar bi jaz rad imel, to nedosegljivo. V glavnem, navijaštvo je nekaj, kar je bil en čas del mene. Veste, ko govoriš o navijaštvu, večina ljudi ima takoj predstavo nek huliganizem, neko pretepanje, nasilje. Ne? Tega je zelo malo. Zelo malo. To je nekaj, kar je mogoče najbolj izpostavljeno ali pa najbolj ekstremno v tem navijaštvu in je prisotno, seveda skozi je prisotno, ampak ga je zelo malo. Zakaj? Zato, ker policija prepreči vsa srečanja med navijači, pretepe in tako naprej. Pravzaprav navijaštvo je pripadnost nečemu. Ne? Tako kot so eni člani lovskega združenja, eni so člani namizno-teniškega kluba, eni so člani recimo Lions kluba, ne, se grejo humanitarne prireditve, ne, in nekam pripadajo. Ne, in kot mlad človek hočeš nekam pripadati. Ne, nekje neki skupini in ta skupina podzavestno ima vlogo zaščite in pripadnosti. Ne, in to mlad človek rabi. Ne glede na to, ali je to subkultura, ne, ali je to glasba, ali je to navijaštvo, whatever. Ne. In jaz sem od nekdaj vzljubil šport, ne, predvsem nogomet in košarko, pravzaprav sem pa igral šah. A res? Jaz sem šahist, ja. Wow. In sicer slab šahist, ne,
Vedno tle imamo eno šahovsko društvo, klub največji v Ljubljani, šahovski klub Železničar, ne, kjer jaz sodelujem vsako leto na tak način, da dajam striženja za novoletno pač proslavo, zabavo in me skozi vabijo, da pridem igrati. Ne, in si rečem, da nekaj tam, da me neka 10-letna deklica sesuje, to bi zelo težko prenesel. Ne. Ampak jaz v bistvu sem nesvojni šahist in namiznoteniški igralec. Jaz sem igral namizni tenis. To torej ljudje ne vejo. Popolnoma stran od nogometa. Kar sem zdaj povedal, noben ne ve. Pravzaprav v javnosti se tega ne ve. Ne. Ampak nogomet me je potem prevzel in košarka, predvsem zadnjih 10-15 let, definitivno košarka, ne, na prvem mestu. In z mojim sinom smo velika ljubitelja košarke, predvsem Partizan, Beograd, Evropska liga, to sva čist nora. In seveda Olimpija, jasno, ne, Olimpija je prva ljubezen in Olimpija je naša ljubezen tukaj doma, ampak Olimpija nažalost ne igra v Evroligi, ki je včasih igrala. In skozi to navijaštvo, če se vrnem nazaj, takrat, ko sem bil aktiven navijač, v bistvu to je eno druženje, neka pripadnost in po drugi strani tudi potovanja, veste. Mi smo recimo šli v Lozano, ki je Olimpija igrala na finale takrat Evropskega pokala. Ne. Šli smo na Final Four v Rim. Ne. Recimo, jaz sem prvič v Rim šel za košarko, z Olimpijo. Ne. Smo šli pač navijati za Olimpijo. Šli smo v Beltince. Ne. Si lahko predstavljate, v življenju ne bi šel v Beltince, kakšni Beltinci iz Ljubljane, iz centra mesta, kakšni Beltinci, kam delo Beltince, sploh ne vem, da to obstaja, oziroma vem po Vladotu Kreslinu, da Beltinci obstajajo. Ne. In smo šli na tekmo v Beltince, ne, pač ker je Slovenska liga se naredila in smo šli v Beltince. Smo šli, ne vem, v Beograd na tekmo, v Split, na Rijeko. In kratka, ta potovanja potem so nekaj, kar je izziv, kar je dogodek, ne. Šli smo v Milano, šli smo v Bologno, šli smo posod, ne. Recimo šli smo na tekmo v Sofijo. Ne. In tako naprej. In to je eno druženje, to je neka avantura, ne. To je neko spodbujanje kluba in tudi neka identiteta. Ne. Veste, mi moški smo vojščaki, ne. Mi smo vojska, ne. In je navijaška skupina je vojska, ne, ki podpira klub in ki, če premaga tvoje moštvo, ne, smo mi zmagali. Ne. Sprav, mi sedimo na kavču, gledamo tekmo, navijamo in je recimo zdaj naš tale zmago v skokih Domen Prevc in fenomenalna družina Prevc in mi smo zmagali, Slovenija je dobila kolajno, zlato, to, ne. Skratka, ta identiteta in identifikacija in z klubom, športnikom, državo, mestom, s kjer prihajaš, ne, je tisto, kar mladi ljudje rabijo in hočejo. Ne. Tako da pol, seveda to je tekmovanje pol tudi med skupinami, kdo je boljši, kdo je slabši, ne, kdo boljš navija, kdo ima boljše transparente, šale, veliko dela je s tem, veste. Jaz, ki sem bil pač vodja in z ena skupina ljudi, ki mi je še pomagal pri tem, moj kolega Igor, recimo, ki dela na borzi, naprimer, ne, ki je zelo izobražen človek in ena čudovita oseba, zelo prizemljen in krasen. On je odrastel zraven štadiona Bežigrada. Njegov oče že kot njegov oče je skozi na vsaki tekmi bil prisoten. Ampak mečken pa se človek prelevi, ne? Zdaj, če si predstavljam recimo tebe v nekem delovnem okolju ali pa tega, ki ga omenjaš, ne vem, po možnosti v enem sukniču in tako, potem pa popolnoma druga vloga na avtobusu, na letalu. Ob terenu in tam. Bila je ena dobra scena, ker je komentator je strašno dobro komentiral. V Postojni je bila nek finale, Olimpija je igrala košarko, ne vem s kom, finale za prvaka Slovenije in je Olimpija zmagala in seveda jaz sem bil vodja in tam je bilo vroče v tisti dvorani in seveda mi smo se slekli do pasu, ne, in to je tudi način v bistvu, da se slečemo, pa da ne vem, čim bolj mrzlo je, tim boljši je. Ne, skratka, večji frajer si, če je -5 stopinj zunaj, pa se tekme igra in si ti slečen, ko si frajer, v bistvu si budala, ker se bo prehladila, ne? Ampak tam si frajer, seveda. Ne? In smo bili slečeni, tam vroče je bilo in jaz uletim, seveda Olimpija je zmagala in jaz uletim na teren med igralce Olimpije in tam začnem skakati pod njih od veselja, ne? In komentator komentira, to sem še lepo videl, da lejte tega huligana, ne? Lejte tega razgretneža, ne? Tako govori o meni, pravzaprav, ne? Vse v najslabših superlativih, v bistvu pa sploh ne ve, kdo sem, ne? Kakšen človek sem. Ne? Kar
seveda, etikete malo, ne? jaz pritrjujem temu, kar je on govoril in logično, da je on tako govoril. Ne. Po drugi strani pa je etiketa, ne, da si huligan, da si baraba, da si tam nekdo. Ne. In pravzaprav navijači so čisto normalni ljudje. Med njimi je takih in drugačnih. Ne. Tudi so pač ljudje iz roba družbe, ne, delikventi, alkoholiki in tako naprej, kot tudi zelo izobraženi ljudje. Ne. In recimo, če se pogovarjamo o Angliji, vse moje stranke iz Anglije, ki so v glavnem svetovljani, izobraženi in tako naprej, živijo v Ljubljani. Recimo, eden od mojih strank je novinar, ki dela za BBC in pokriva področje bivše Jugoslavije, izjemno izobražen človek, ne. Je iz Liverpoola, medva se obvezno o nogometu pogovarjava, ker on je strasten navijač Liverpoola. On vsako tekmo, ki je v Liverpoolu, obvezno gre na tekmo in tam skače in nori s prijatelji, spije 2 piva pred tekmo in verjetno 2 še po tekmi. Ne. A veste, je težko govoriti, da je on huligan, da je on nekdo, ki je pač, ampak tja prideš in je to tudi na tekme nek ventil, ne, ki ga spustiš iz sebe, frustracije. Ne vem, verjetno nisi bila nikoli na tekmi, kakšni nogometni. A te lahko malo presenetim? Povej. Sem bila. Si ve. Pa veš kje? Bravo, povej. V Splitu. Evo, sjajno. In slišiš, kaj vse upijejo ljudje, ne? Kaj vse sodniku upijejo, kaj nasprotnim igralcem. Mislim, je za doživeti, tako bom rekla. No? Je, in tam je v bistvu en tak izkušnji ventil, kjer kovneš, kjer si daš duška, ne? In potem greš domov z družino svojo, otrokom. Nazaj biti medvedek, ne? Biti normalen, drug dan v službo in tako naprej. Tako da očitno družba rab. Družba je frustrirana, družba je pod nekim naponom. Od nas se zahteva ogromno, ali doma, ali od otrok, ali od v službi, ne, na delovnem mestu. Ne. Pritisk je velik, ne, in šport je en tak ventil. Ne. Te nisi bil nikoli potem udeležen v kakšnem pretepu in sem, seveda. Si bil. Logično. Logično. Ker potem v nekem trenutku, če si vodja, ne moš ti zdaj pobegniti, veš. Ne? Zdaj pa prvi z te ladje šel. Ni šans. Tako. Pa tudi v bistvu s tem dokazuješ svojo moškost. Ne? Veš, pa kaj, če te bo nekdo udaril? Veš, pa če boš dobil še 1 ali pa 2 udarca, pa ne vem, 5. Ne? Mislim, se v končni varianti nič groznega. Ne? Noben te ne bo ubil, veš, ker tudi nek navijaški kodeks obstaja. To pa je, da se pač nekoga pade na tla, se ga pač ne tolče, ali pa nekoga, ki ne gre se z nožem, ne gre se z pištolo streljati nekoga. Ne? Ampak tam se pač malo se, če se že pride v situacijo, da se izognejo policiji, malo se pač pride do kakšnih bližnjih srečanj, ne? In to se relativno hitro, tudi ki se policija pol hitro leti, to se hitro neha. Tako da bil sem 2krat zaprt zaradi pretepov. Ne? Enkrat v Ljubljani, ali 3krat. No. Puspa, kokrat, ne? Ja. Ampak to so vse take lepe stvari, to sploh ni tako grozno, kot ljudje mislijo. Pač iščeš svoj prostor pod soncem, mene so izbrali za vodjo, ker sem bil izkušen, ker sem že prej hodil po tekmah in je to eno lepo obdobje. Nazaj, ko razmišljam o tem, je pravzaprav lepo, ampak ne govorim o temu, danes sem govoril o temu, zato, ker sem se odločil, da bom tudi na proslavi 30 let me nekoga, ki bo govoril o meni kot navijaču, da tudi to neko prikrivanje pravzaprav ni sploh razloga za to, ne? Da odkrito govorim o temu. Ne? Sploh zato, ker v vsaki vlogi v življenju, ki jo imaš, sem prebrala v enem intervjuju, da si rekel, da v vsaki vlogi, ki jo imaš, želiš biti najboljši oziroma ne želiš biti povprečen in tudi kot vodja navijačev si želel biti najboljši, v smislu najbolj pripaden in tako naprej. In to se je zagotovo čutilo takrat. Kaj pa vem, danes mi je mogoče malo odprla oči ta moja sošolka na pogrebu. Ne. Mislim, pogreb je tudi zanimiva stvar. Ne. Jaz zadnja leta hodim dosti po pogrebih in pravzaprav, če sem sarkastičen, rajš imam pogrebe, kakor poroke. Sploh srpske poroke, ne, pač mi dva žena sva iz oba Srba poreklom, to je noro, ne. To je hrupno, to traja do 5 zjutraj, 6, to je alkohol, to je objemanje, to je norišnica, no. In sem se temu, bila sva lansko leto na poroki 1000 ljudi. Wow. Od bratranca se je pač sin poročil, ne, in pravzaprav je to prva poroka, ker sem šel v moje družine na poroke. Prej sem samo ženini žlahti hodil na poroke, da ne bi izpadel zet, ki noče prijeti. Ja. In to so take res tradicionalne. Na pogrebih je fenomenalno. Traja kratko, ni nobenega kravala,
hitro se gre pol domov. Stevo, da ne bova zaključila najnega pogovora pri pogrebih, te bom vprašala, kaj bi, če bi danes lahko zavrtel film za nazaj in bi videl sebe kot, 20-letnega Stevota, kaj je tisto, kar bi si najprej rekel? Kar bi si rekel za nazaj? Ja, s to modrostjo, ki jo imaš danes. Mogoče danes sem gledal tam neke mlade fante. Se rekel, mater, zakaj nisem tako mlad, pa da imam to izkušnjo, recimo. Ne vem, če je modrost. Doskrat moja žena pravi, da sem otročji preveč včasih. Ja. Pa jaz ne pravim, a ni bolj, da sem otročji, kot da sem preveč resen. To je res. Ker že samo življenje je preveč resno. Tako pravzaprav ta moj humor in moj sarkazem je pravzaprav sproščanje. Ker vsak dan je toliko stvari, danes je bil en tak zelo naporen dan in zelo stresen dan. Ogromno dela in stresno, skratka zelo. In pa se jaz s tem humorjem pa z nekim sarkazmom na nek način sproščam. Pardon. Težko vprašanje. Nisem tako pameten v tem trenutku, ampak ko sebe gledam nazaj 20-letnega Stevota, pravzaprav mi je ta stavek te moje sošolke, da je ona že takrat videla v tam 6., 7. razredu mojo ambicijo, močno, me je zelo tako, mogoče verjetno še par dni razmišljal o tem, ker se tega sploh nisem zavedal. Ti je nekaj danes to pustilo, ne? Ne, mi je, zelo me je tako, zelo me je to, dalo mi misliti, zelo globoko se me je dotaknilo, moram priznati, ker jaz sebe tako nisem videl nikoli, v otroštvu, v odraščanju in tako, ampak očitno je bilo nekaj v meni, kar je hotelo pokazati, dokazati, najprej drugim zmotoma, potem pa sebi, in to še vedno počnem in bom še dolgo časa počel, tega, ker zdaj sem bil na izobraževanju v nedeljo pa ponedeljek, ena od najbolj znanih svetovnih ekip za izobraževanje frizerjev je bila tukaj, en moj kolega frizer je organiziral in tudi spet se mi je ista stvar ponovila, joj, pa ti še vedno hodiš na izobraževanja, pa ti vedno ful objavljaš na social medijih, pa ti ful friziraš, pa nastopaš, pa tako zelo so presenečeni, ko jaz rečem, da sem star, 58 let, a res, a toliko si star, če sploh ne gledaš toliko star, nikoli ne bi rekel in tako naprej. In se mi čudijo, da s toliki leti toliko intenzivno delam, jaz se pa njim čudim. Čemu se čudijo, tako? Zakaj so ljudje tukaj v Sloveniji tako ozkogledni, Pred kratkim sem gledal eno oddajo o Japoncih, pač njihove dolgoživosti, skratka dolgo živijo. In tam 70, 80, 85 let stari Japonci in Japonke delajo še vedno to, kar so celo življenje delali. Delajo v restauracijah, delajo na vrtu, delajo v svojih trgovinah in tako naprej. In s tem ohranjajo mindset, niso dementni, ohranjajo nek stik z ljudmi, socialni so, še naprej so uspešni, še naprej delajo. In se čudim naši relativni zaplankanosti, da nekdo, ki je star 60, 65, 70 let, je že v bistvu z eno nogo v grobu. Zakaj tako razmišljamo? Jaz tako ne razmišljam. Jaz mislim, da so ljudje, ki so mnogo starejši, tako kot ta gospa, ki sem danes omenil, 86 let stara, ki vsak let gre 2-krat na leto na Korčulo, sama vozi avto, da ona prava oseba. Da nekdo, ki je recimo 2 let nazaj, lansko leto ali predlanskem smo šla z Branko v Padovo in sem tam na glavni ulici videl frizerski salon in gospoda, ki je star 84 let, ki striže in njegov sin zraven in sem stopil noter, seveda mogel sem in ga vprašati. Predstavil sem kdo, moji polomljeni Italijanščini, kdo sem, ki je sem in tako, in sem bil čisto navdušen, ker je rekel o tanta 4 ani, da je star, In normalno dela tam štricka, postriže, vsak dan hodi v službo in to se mi je zdelo fantastično. In si mislim, če lahko on 84 let star, zakaj ne bi mogel jaz 84 let star, čez čas, ko bom isto to delati. Če bi te to veselilo in ne bremenilo. Tako je. Mogoče je to odgovor, zakaj 20 let star sem bil tak in zakaj bom čez 20-30 let tak, kot zdaj govorim, mogoče nima take povezave, ampak očitno v meni bila vedno neka ambicija, neka želja, da nekaj naredim.
Stevo, najlepša hvala, ker si me danes pustil v tvoj svet. Še bi lahko klepetala. Zelo mi je bilo prijetno in hvala za tvoj čas. Hvala vam in snemalcem in vaši publiki. Vedno sem počaščen in vedno me spremlja neka misel, katero mogoče bom za konec povedal tukaj. Najbolj pomembno za mene kot osebo, kot človeka je, da sem human in da sem plemenit. In to nenehno me spremlja in vedno si sam govorim, bodi human, bodi plemenit, ker bodi človek, ker so ljudje okrog nas, vsakega moraš videti, vsakega moraš spoštovati in to je neka stvar, ki jo imam skozi v mislih in skozi se trudim biti do živali, do sebe, do drugih človek v polnem smislu besede in biti human, plemenit in opraščati, ne zameriti in biti najboljši, kar sem lahko. Ne? Odlično. Najlepša hvala. Enako hvala vam.